kar sem povedal v izjavi za medije, in sicer, da je rezultat primerljiv s tem, koliko denarja je bilo vloženega v kampanjo in kako so mediji podpirali določene oziroma favorizirali določene kandidate. S tem, da je bila na drugi strani popolna medijska blokada za stranke, ki so izven parlamenta oziroma za stranke, ki niso bile del parlamenta na takrat bližje parlamentu. Mislite, da bi morali v prihodnosti nekaj narediti v smislu spremembe Absolutno. področja in da bi morali vse stranke stopiti razmišljati? Absolutno. Kaj pa pravite na sam izid, glede na to, da je glede na rezultate glasovanja, v katerih je Slovenska demokratska stranka na prvem mestu, vse predvolitnih preštetih glasovi, 12%, 27% listov Marjana Šarca, 8,8%, socialni demokrati 10,55%, 8,28%, Nova Slovenija, krščanski demokrati, Levica, Desus, kaj pravite, kako komentirate oziroma kako vidite prihodnje razvoj političnih? Menimo, da se ne bo nič bistveno spremenilo, da se bo nadaljevala politika, ki se dogaja od leta 1991 do danes. Rezultat pa v bistvu ne preseneča, glede na to, kar sem že prej povedal, se pravi, če upoštevamo medijsko aktivnost strank oziroma kako določene stranke dobivajo medijski prostor, nekatere ga pa ne dobijo. In glede na to, koliko denarja so stranke, ki so danes plasirane v parlament, porabile za kampanjo, je rezultat temu primeren. Mogoče še koalicija, mislim, da naš blok Marjan Šarec, SMC, Desus in SD To bi težko predvidel, ampak jaz mislim, da ker so vse te stranke, ki so trenutno v parlamentu, so režimske stranke in režim bo poskušal vse narediti, da se bo ohranil, tako da ne izključujemo niti koalicije, ki ste omenili, niti koalicije z Janšo. Še naprej razvoj stranke in večji rezultat na naslednjih volitvah. Hvala vam.